Razveseli se Kristjan, smrt in pekel je premagal, vstal iz groba tretji dan, dokazal Božjo moč, je to veliko noč. Aleluja, 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 aleluja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Dragi bratri in sestre, sem vesel, da se spet vidimo pri maši. Jaz sicer nisem navajen teh aparatur, imam kar malo treme, ampak saj Boga tudi ne vidimo, pa smo se ga tudi navadili. Na začetku te svete daritve pa iskreno obžalujemo svoje grehe in zmolimo kesanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje, sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemneš grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, v eni veri si različne narode združil v eno Božje ljudstvo. Daj, da bomo vsi v krstu prerojeni,
edini v veri in dejavni ljubezni, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Ko se je ozdravljeni hromi bolnik držal Petra in Janeza, je vse ljudstvo zelo osuplo priteklo k njima v Salomonov stebrenik. Ko je Peter to videl, je spregovoril ljudstvu: Izraelci, kaj se čudite temu ali kaj strmite v naju, kakor da bi bila z lastno močjo ali s pobožnostjo storila, da ta hodi. Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov, Bog naših očetov je poveličal svojega služabnika Jezusa, ki ste ga vi izdali in zatajili pred Pilatom, ko je ta razsodil, naj bi bil oproščen. Vi ste se svetemu in pravičnemu odrekli in prosili, da vam je podaril ubijalca, začetnika življenja ste pa umorili. Toda Boga je obudil od mrtvih, čemur smo mi priče. In zaradi vere v njegovo ime se njegovo ime utrdilo tega, ki ga vidite in poznate, in vera, ki je po njem, mu je dala to popolno zdravje v pričo vas vseh. Zdaj pa, bratje, vem, da ste ravnali iz nevednosti, prav tako tudi vaši voditelji. Bog pa je tako dopolnil, kar je bil napovedal po ustih vseh prerokov, da bo namreč njegov maziljenec trpel. Spokorite se in spreobrnite se torej, da se vam izbrišajo vaši grehi. Da tako pridajo od Gospoda časi olajšanja in da pošlje Jezusa, vam namenjenega Mesija. Tega morajo namreč nebesa sprejeti do časov, ko se prenovi vse, o čemer je izdavna Bog govoril po svojih svetih prerokih. Že Mojzes je rekel: preroka vam bo obudil Gospod vaš Bog izmed vaših bratov, kakor mene. Njega poslušajte vsem, karkoli vam bo rekel. Kdor pa tega preroka ne bo poslušal, bo iz ljudstva iztrebljen. Pa tudi vsi preroki od Samuela dalje, ki so govorili, so napovedovali te dni. Vi ste sinovi prerokov in zaveze, ki jo je Bog sklenil z vašimi očeti, ko je govoril Abrahamu: v tvojem potomcu bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji. Za vas najprej je Bog obudil svojega služabnika in ga poslal, da vam je v blagoslov in vsakterega izmed vas odvrne od vaših zlih del. To je Božja beseda. Bogu hvala. Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji. Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji. Gospod naš Bog, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Kaj je človek, da se ga spominjaš, in sin človekov, da skrbiš zanj. Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji. In vendar naredil si ga le malo nižjega od angelov, slavo in častjo si ga ovenčal, dal si mu oblast na deli svojih rok in vse si podvrgal njegovim nogam. Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji. Drobni so in vsogoved in tudi polske živali, ptice pod nebom in ribe v morju, vse, kar hodi po morskih stezah. Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji. Aleluja, aleluja, aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Radujmo in veselimo se ga. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod.
Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. Ko so pa o tem govorili, je Jezus sam stopil sredo mednje in jim rekel: mir vam bodi. Vznemirili so se ter se prestrašili in so mislili, da vidijo duha. Rekel jim je: kaj ste preplašeni in zakaj vam stajajo dvomi v srcih? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potiplite in poglejte, zakaj duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da imam jaz. Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli, so se čudili. Jim je rekel: imate tukaj jesti? Dali so mu kos pečene ribe. In vzel je ter pričo njih jedel. Rekel jim je: to so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas. Treba je, da se dopolni vse, kar je o meni pisano v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih. Tedaj jim je odprl razum, da so umevali pisma. Rekel jim je: tako je pisano in tako je bilo treba Kristusu trpeti in vstati tretji dan od mrtvih in v njegovem imenu oznaniti pokoro ter odpuščanje grehov med vsemi narodi, začenši v Jeruzalemu. Vi pa ste priče teh reči. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Tako, dragi bratje in sestre, ta Božja beseda je zelo bogata in bi se veliko dalo o njej premišljevati, povedati. Jaz se vam ostavil samo pri dveh stvarih. Najprej bi rad rekel kakšno besedo o veselju. Smo v času velikonočne osmine, se veselimo Jezusovega vstajenja. Jezus sam je govoril o veselju in se mi zdi, da je zelo na mestu tudi to, da se veselimo in morda kakšna beseda o veselju. Tudi z tega vidika, ker praznujemo Jezusovo vstajenje, po drugi strani pa tudi, če gledamo naravo zunaj, je vse cveti, vse raste in morda glede na to, na tako lepo okolje in tako živo rast, bom prebral tu Schillerjevo himno oziroma odo radosti, ki govori o enem takem univerzalnem veselju. Pravi takole: radost je, ki vliva v žile stvarstva večnih silopoj. Radost zmet je, ki poganja v tek narave širni stroj. Ona vabi cvet iz klice, ona sonca iz neba in ozvezdja iz prostranstev, ki jih videc ne pozna. Iz prirode blagih nedar vse, kar diha, jo pije. Vse, kar dobro in kar zlo je, po stopinjah njenih gre. Ona da v nesreči druga, čar poljubov ogenj vin, žužek plava v sladostrastju, slavi Božji kerubin. Na to je en tak pogled, pesniški pogled na veselje, na radost, o katerem govori ta velikonočna osmina, velikonočni praznik. Druga stvar, ki bi se dotaknil tu iz Božje besede, je pa ta Jezusov pozdrav: mir vam bodi. Jezus, ko prihaja, prinaša mir. Stopil v sredo mednje in jim rekel: mir vam bodi. Učenci so se vznemirili in prestrašili, ker so mislili, da vidijo duha. Jezus pa potem pravi: kaj ste preplašeni in zakaj vam stajajo dvomi v srcih? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz. Strah nas marsikdaj spremlja v življenju in tudi zdaj v tej situaciji verjamem, da je koga še strah, kako bo, pa ljudje doživljamo strah v različnih situacijah. Ampak Jezus prinaša tisti notranji mir, ki prihaja iz upanja. In pravi: zakaj vam stajajo dvomi v srcih? Učenci so očitno niso bili prepričani, da vidijo res Jezusa, so mislili, da je prikazan, da je duh. In potem mi je rekel: potipljite, poglejte moje rane in se prepričajte, da sem res jaz.
Torej, samo to dvoje sem želel nekako poudariti pri tej sveti maši. Veselje, ki se z velikonočno osmino nadaljuje do bele nedelje in potem je ves velikonočni čas in pa Božji mir, Jezusov mir, ki ga on prinaša. On nam utrjuje zaupanje, trdnost v srcu, utrjuje nam vero, pa naj tudi ta sveta maša nas v tem utrdi. Pa prosimo, bratje in sestre, Božje razodetje nam razkriva pomen velikonočne skrivnosti. Zdaj vemo, da moramo za Kristusa skozi trpljenje, smrt, ustavo, vstajenja. Prosimo ga, naj sprejme naše ponižne prošnje. Od mrtvih vstali Kristus usliši nas. Od mrtvih vstali Kristus usliši nas. Za ljudi vsega sveta naj jim zlo in trpljenje, ki jih obdajata, ne ugasneta vere v vstajenje. Od mrtvih vstali Kristus usliši nas. No, to te prosimo posebej v tem času, ko nas vse ogroža koronavirus, daj nam miru in vere, da se bo s tabo vse dobro končalo. Od mrtvih vstali Kristus usliši nas. Za sveto Božje ljudstvo, ki pričakuje razodetja Kristusove slave, naj bi se ne ustrašilo preskušenj in trpljenja. Od mrtvih vstali Kristus usliši nas. Za vse bolne in trpeče v naši župniji, posebej za vse bolne, ki so zboleli zaradi od tega virusa, da bi se zavedali vrednosti svoje življenjske daritve. Od mrtvih vstali Kristus usliši nas. Za našo mladino, da bi vedno prinašala vedrino in veselje tja, kjer sta najbolj potrebni. Od mrtvih vstali Kristus usliši nas. Pri prvem srečanju po vstajenju je Jezus učencem naročil, naj bodo njegove priče. To je tudi naše življenjsko poslanstvo. Prosimo te za pomoč, naš dobri Oče, ki z ostalim Jezusom in Svetim Duhom živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti te vode in vina naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli to vino, tebi ga prinašamo. Sad trde in dela človeških rok naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Vzmi, Gospod, moje krivdo in očisti me grehov. Molite, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, sprejmi darove, ki ti jih hvaležno prinašamo za vse, ki si jih prerodil v krstu. Prosimo te, daj njim in nam svojo pomoč, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s svojim duhom. kvišku srca, Imamo jih pri Gospodu. zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo,
Slovesneje pa te hvalimo ta dan, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim stajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani ob spominu na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš, slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Skupaj molimo, kot nas je učil moliti Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi o miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, naj bo vedno z vami. In s svojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preskušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, Prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, Prosi za nas. vsi božji svetniki in svetnice, Prosite za nas. molimo. Bog naš Oče, usliši naše prošnje. Ta sveta zamenjava darov naj nam v sedanjem življenju tako pomaga, da bomo dosegli veselje v nebesih po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Gospod z vami, in s tvojim duhom. blagoslovi vas mogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru, aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja. Raduj nebeška se Gospa, aleluja. Ker on, ki si